18 projektov želimo zaključiti, z tega smo jih 12 do tega trenutka, ostalo bomo koncem avgusta in začetku septembra in menim, da je prav, da vsaj nekatere pomembnejše tudi omenim v temle nagovoru. Seveda je največji projekt petih občin od Sotelja in Kozjanskega oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, kjer v naši občini prenavljamo ali na novo gradimo skoraj 15 km vodovodnega omrežja. Zamenjali bomo na nekaterih odsekih tudi več kot 100 let stare samonične cevi z duktilnimi, ki pa imajo seveda še precej daljšo dobo. Pomembno pa je predvsem tudi to, da je ta projekt v naši občini vreden skoraj 4 milijone evrov, brez davka na dodano vrednost, v višini 87% sofinanciran iz Evropskega kohezijskega sklada. Pred 2 leti smo odprli Anin dvor, ki je do danes sprejel že več kot 10 000 obiskovalcev. No in analiza je pokazala, da se je predstavil v večjem obsegu, ko smo ga prvotno načrtovali, poleg muzealske dejavnosti, torej so v sprejemi, prireditve, jubileji, kongresi in konec koncev tudi poroke. Smo pa pred kratkim predali svojemu namenu nov objekt, ki po mojem mnenju nameni dodano vrednost. Dobili smo pokrito tržnico, parkirno hišo z 78 parkirnimi mesti in na vrhu še razgledno teraso. Tudi ta investicija, verjetno 1,8 milijona evrov, je v višini 2/3 sofinancirana iz Evropskega sklada in državnega proračuna. No in če gremo takole naprej, potem lahko rečem tudi takole, da pokažemo ali da smo pokazali svoj odnos do kulturne dediščine, tudi z tem, da smo obnovili kip svetega Janeza Nepomuka, ga predstavili v Anin dvor in kopijo letega postavili na prvotno mesto paviljon Tempelj v Zdraviliškem parku. Tale kulturni center postaja tudi v prihodnje osrednja kulturna ustanova. Da bi pa vanj pritegnili čedalje več ali še več obiskovalcev, smo odprli novo mestno galerijo in kot prvo razstavo pripravili obeležitev 100. obletnice občinske zgradbe, ki je bila zgrajena prvotno kot železničarski dom. V turistično ponudbo naše občine smo dodali turistično vodno pot Kostrivnica. V njej predstavljamo 10 kulturnih in sakralnih znamenitosti, vse z namenom, da tudi širši javnosti povemo, kje so izviri mineralne vode, ki, kot vemo, pomenijo tudi začetek razvoja slatinskega turizma. V podporo razvoju turizma pa jaz upam, da lahko rečemo tudi, da bo zgrajena skoraj 10-kilometrska kolesarska povezava med Rogaško Slatino in Podčetrtkom. Prva dva odseka v naši občini v dolžini 1,5 km smo že zaključili, preostanek pa bo dokončan do jeseni prihodnjega leta. Tudi ta projekt, vreden 3,6 milijona evrov, je v glavnem financiran iz državnega proračuna in Evropskega kohezijskega sklada. Seveda pa si upam reči, da ga ne bi bilo, če ne bi obe občini, torej tudi župan misija iz občine Podčetrtek in tudi sam, že v štartu izvedli ali naročili projektno dokumentacijo in predvsem aktivno sodelovali pri odkupih zemljišč. Ko pa smo že pri kolesarjenju, naj ne bo več, če omenim tudi glavni promocijski projekt v letošnjem letu na tem področju. Kot vemo, je bil štart 3. etape kolesarske dirke po Sloveniji in tudi ta projekt je obilno pripomogel promociji našega mesta. V tem trenutku lahko celo rečem, da je košarkaška Slovenija v Rogaški Slatini. Namreč gostimo turnir 4 reprezentanc in to po mojem mnenju pomeni tudi nov dokaz, da znamo združiti in tržiti turistično in športno infrastrukturo. Verjemite, da je dogodek vreden pogleda, še posebej, ker je selektor, je rekel lahko naš sosed Jure Zdolc in ker v naše Brezdanci igra tudi NBA zvezdnik Goran Dragič. Izgradnja cestne infrastrukture je v vsaki občini že stalnica in tudi pri nas. Tudi v letošnjem letu smo v ulici 14. divizije zgradili 59 novih parkirišč, obnovili ali asfaltirali še zadnji 5. odsek najbolj strme ceste v občini Naravno Celje. Kostrivnica je dobila v celoti novo podobo z
2,1 km prenovljeno cesto iz Zgornje Kostrivnice do Zgornjega Gabernika. No in še čez kak mesec bo tudi v krajevni skupnosti Sveti Florijan dokončan prenovljen odsek Žabnik-Strmec. Verjetno se še spomnite, da smo pred 2 leti obnovili 8 km lokalnih cest od Tekačevega Prneka Brestovca do Kamenc. V letošnjem letu dodajamo na tem območju 10,5 km obnovljenih cest, od tega 8 km v naši občini, preostanek v občini Podčetrtek. Tudi tukaj evropski denar in tudi tukaj posebno pozornost posvečamo odvodnjavanju in pa kvaliteti spodnjega ustroja, saj smo ugotovili, da se s tem trajnost lokalnih cest še samo povečuje. V letošnjem letu smo podpisali tudi novo 10-letno koncesijsko pogodbo za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Svojo pieteto do umrlih pa bomo pokazali tudi z na novo zgrajeno poslovilno bežico pri Svetem Florjanu, katere investicija je vredna kar 330 000 evrov in smo jo v celoti zagotovili iz občinskega proračuna. Našo skrb za racionalno porabo sredstev na vseh nivojih kažemo tudi z energetsko obnovo obeh dveh osnovnih šol. Vrednost projekta je prav tako 1,5 milijona evrov in tudi več kot 1 milijon evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Verjamem, da lahko rečete, da ni vse v investicijah. Da je mogoče tudi deloma strinjam, vendar pa so dobra podlaga za kvaliteto življenja v občini, za razvoj gospodarstva in tudi za tuje naložbe. Analiza kaže, da v dobenem turističnem mestu v Sloveniji trenutno nista v izgradnji 2 hotela, zaključili se 5 apartmajskih vil v podporu turizmu, dobili smo nov objekt na podeželju poimenovan Pomoda, pa še 4 projekti podobni so v izgradnji. Vse to je nov dokaz, da smo na dobri poti, da Rogaško Slatino še trdneje zapišemo na turistični zemljevid Slovenije in Evrope. No, ko smo pri tovrstnih vsebinah, ne gre pozabiti, da v letošnjem letu zaključujemo še kar vrsto nekaterih manj pomembnih ali pa manj obsežnih projektov. Ampak glede na to, da se zaključuje 4-letni mandat, je prav, da potegnemo črto pod upravljenim delom. Upam, da delite zadovoljstvo z mano ali z nami, ker analiza, ki smo jo naredili, kaže, da smo v 4 letih realizirali 39 večjih investicijskih projektov vrednih 20 milijonov evrov. Od tega smo 13 milijonov evrov pridobili dodatnih sredstev iz evropskih strukturnih skladov in državnega proračuna. Za primerjavo naj povem, da sicer znaša povprečni letni proračun naše občine 9,6 milijona evrov. Trudili smo se, da ne bi zmanjšali kvaliteto življenja občanov, čeprav se sredstva za delovanje občin iz leta v leto zmanjšujejo, predvsem za pokrivanje tistih obveznih nalog. V prid temu gre dokaz, da imamo čedalje več društev na področju kulture, športa in humanitarnih organizacij. Vesel pa sem, da je stanje gospodarstva v občini stabilno. Zato vsem, ki se kot vodilni v podjetjih, v gospodarskih družbah ali kot posamezniki trudite in uspešno kljubujete zahtevnemu današnjemu času, čestitam in se vam zahvaljujem za vse to, kar doprinese prid razvoju naše občine. Vsako leto občinski svet sprejme sklep o dobitnikih priznanj in tudi letos ni bilo nič drugače. Vsem iskreno čestitam in želim, da bi vam pridobljeno priznanje bila vzpodbuda in dodano obveznost za še boljše, še uspešno delo v prid širše družbene skupnosti tudi v prihodnje. Hvala podžupanoma in članom občinskega sveta za 4-letno sodelovanje. Upam, da se lahko z zadovoljstvom podpišete pod upravljeno delo, še posebej tisti, ki ste vsako leto podpirali občinski proračun. Hvala, pa tudi sodelavcem v občinski upravi. Vsega ob prazniku občine ne gre omeniti, niti ni predvideno.
Kljub temu pa je še kako pomembno, kako funkcionirajo krajevne skupnosti, javni zavodi, posamezniki, ki se ukvarjate s samostojno dejavnostjo, skratka vsi, ki vam je Rogaška Slatina blizu. Drage občanke in občani, ob koncu si drznem reči, da je občina Rogaška Slatina v dobri kondiciji. Potrudimo se vsi skupaj, da v takšni ostane tudi v prihodnje. Pa iskrene čestitke ob prazniku občine.